smo podjetje Hot & Wood in izdelujemo takele lesene podstavke za vroče posode. Ja, na začetku samem smo imeli tako rekoč brainstorming, smo se malo pogovarjali, kaj bi delali oziroma imeli smo kar ene par idej, in smo se na koncu za tole odločili. Mi podpiramo trajnost, tudi sami izdelki so iz naravnega materiala. Mogoče naša največja prednost je to, da ponavadi so ti podstavki po predalih, nekje, ke ga moramo potem iskati. Naš izdelek je pa lahko vedno na mizi oziroma pri roki, ko ga potrebujemo. Mi smo podjetje Viento, pa izdelujemo namizni ventilatorji iz lesa. Uporabljamo bioplastike, kar nam razlikuje od konkurence. Ideja ni nastala naključno, odraščal sem v Argentini, kjer so ventilatorji skoraj povsod. In tukaj smo videli za naš projekt, tako da smo s tem razvili lesen namizni ventilator. Belkene smo se učili, da moramo vztrajati z izdelkom, z idejo, da ne smemo takoj obupati. Tako da ja, tudi vsak ima svoj močen cilj, tako da vsak je imel svoj del. Zdi se mi, da projekt moje podjetje vsebuje pomembne kompetence ali pa spodbuja pomembne kompetence za življenje nasploh. Poleg te podjetnosti se dijaki srečajo s timskim delom. Kot smo slišali, je potrebno veliko vztrajati. Potem upajo si stestirati tiste svoje ideje, ki jih imajo pri sebi. V končni fazi to je edini projekt, ki ga poznam, da je res celovit v smislu, da se lotijo tudi prodaje. Sprav grejo ven z razredov, grejo na stojence, grejo med ljudi, prodajajo te svoje izdelke. Tako da, če dobijo mogoče kanček nekega poguma za naprej, da si upajo probati, da si upajo svoje ideje realizirati. Poleg tega pa vemo, da je ena od ključnih kompetenc zdaj v sodobnem času je to, da so ljudje sposobni delati v timu, a ne. In pa tudi na splošno mislim, da bodo vsi delodajalci veseli, če bodo dobili podjetnega človeka. Nekateri bodo šli pa tudi na svojo samostojno podjetniško pot, tako da upam, da jim bo lažje, ko bodo začenjali s tem.